Dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni z Bovca v Posočju. Tukaj srečamo lepo reko Sočo, lepe travnike, gore, kot je Kanin, Vršič, in stopimo v osrčje Triglavskega narodnega parka. Iz Lepene lahko pridemo do lepih Krnskih jezer, Krna in tako dalje. In tudi kapelice ter cerkvice najdemo. Ja, res bi lahko dejal, da smo tukaj bliže Bogu, saj je tukaj narava tako čudovita. Prav prijetno dobrodošlico izrekam župniku Viljemu v župniji Bovec, dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Dobar dan. Morda bi se nam na kratko predstavili, gospod župnik Viljem? Ja, jaz sem tukaj v Bovcu sedaj 6. leto, kot je bilo povedano, Viljem Čušin. Bil sem kaplan že na prejšnjih varah, tukaj pa sem sedaj župnik. In najprej sem prevzel 3 župnije, Bovec, Log pod Mangartom in Sočo, potem pa še župnijo Srpenica, trenutno pa sva na tej fari skupaj z gospodom kaplanom. Primežom Marjavcem se pa sedaj v kratkem posodila tudi menjava, tako da prijo naše župnije nov kaplan. Kakšen pa je pravzaprav utrip župnije Bovec? Morda bi na kratko naši gledalci po Sloveniji, pa tudi po svetovnega spleta, kar smo dejali, morda so delavci, ki vam pomagajo pri pastoralnem delu, kot so ključarji in ministranti. Utrip župnije je, bi rekel, običajen kot nekje, bi rekel, v glavnem župnije, kar poznajo sodelavcev tudi širše. Seveda pomaga pri delu župnijski pastoralni svet, imajo ga vse 4 župnije, potem so seveda tudi drugi pomočniki, ki pomagajo pri liturgiji, tako obravci, strežniki, pevci. Druge skupine so potem še v župniji, kot je skupina, ki se poglablja v svetopismo, svetopisemska skupina. V letu družine smo poskušali, da bi tudi v naših župnijah zaživela zakonska skupina, to nam ni uspelo, ampak na tem bomo delali. Se nam zdi, da je to ena taka pomembna stvar, da se predvsem mlajši ali tisti, ki so pravkar stopili na skupno pot, da skupaj delijo svoja spoznanja in se med seboj podpirajo. No, tako lahko bi to bilo našteljeno naprej. Kdo je bil Sveti Urh? Sveti Urh je bil zanimiv svetnik, zelo pomemben za čas, v katerem je živel. Živel je v 9. stoletju, pravzaprav v 10. stoletju. Zanimivo je pri njem, da je to prvi svetnik, ki je bil uradno razglašen, da ga je papež razglasil. Vemo, da predtem se je svetnike razglaševalo z javnim mnenjem, z podporo, ki so jo dobili, pri njih je to razglaševal škof v svojih škofijah. Sveti Urh pa je bil kot prvi razglašen uradno od papeža. Živel v tistih burnih časih zgodovine, ko so v Evropo pritiskali Madžari, in sicer to je bilo, ko sta vladala Henrik I in potem Oton I, in prav Oton I, ki je Madžare tudi porazil in da so se potem nekako ustalili tukaj v tem evropskem prostoru, je bil tudi njegov svetovalec. Sicer pa zanimivo je pri njem to, da si je živel mirnega in tihega, pravzaprav meniškega življenja, ampak so ga zaradi njegove sposobnosti vedno vlekli iz njegove tišine in miru in ga postavljali na zelo odgovorna in pomembne položaje. Sedaj vas pa prosim, da še tudi ostale podružnične cerkve predstavimo, morda počnemo z Logom pod Mangartom. Ne, to bo zdaj župnija, bom šel po vrsti, se pravi najprej bovške podružnične cerkve, potem pa še ostale 3 župnije. Prav.
Bovška župnija ima še 4 podružnične cerkve. Ena je podružnična cerkev, mestna podružnična cerkev Device Marije v Polju. To imajo domačini zelo radi. Je zelo stara cerkev, gotska, z malo fantazije, pa tudi z nekaterimi takimi zelo hlapnimi podatki se jo da pripeljati v 9. stoletje. Seveda potem to, kar danes stoji, je iz kasnejše dobe. Okrog nje so bila narejena tudi izkopavanja, našlo se je novce iz rimske dobe in še nekatere druge, potem tudi iz časa slovanskega življa v prihodu v te kraje. Potem so pa 3 podružnične cerkve v vaseh, na Koritnici podružnična cerkva svetega Janeza Krstnika, na Plužnah svetega Miklavža, vsem dobro znanega svetnika, in v Česoči svetega Antona Puščavnika. Potem pa je še ena cerkvica, ki jo ne štejemo kot podružno cerkev, jo tudi ne uporabljamo za liturgijo. Pred leti jo je zgodovinska sekcija v pomoči Ministrstva za kulturo obnovila. To je pa zelo lepa cerkev svetega Lenarta na poti proti Logu pod Mangartom. To bi bile podružne cerkve Bovške župnije. Imate še pa tudi en dom, koliko sem seznanjen? Ja, dom duhovnih vaj, župnišče in dom duhovnih vaj je v Logu pod Mangartom. To je naslednja župnija. Ta ima za zavetnika svetega Štefana, potem pa je na pokopališču majhna cerkvica Lurške Matere Božje. V vasi Strmec pa je samo večja kapela, posvečena svetemu Mihaelu kot spomin. Tukaj je bila namreč zelo stara in lepa cerkev, vendar požgana med 2. svetovno vojno, in sedaj je na njenem mestu večja spominska kapelica, ki spominja na cerkev in seveda na zavetnika, ki je bil njen, to je nadangel Mihael. Menite, da je vera pomembna za človeka? Vera je gotovo pomembna za človeka, in sicer v tem smislu, da ne samo, da bi se zdaj izključno govoril o katoliški veri, ampak sploh o tisti veri, ki drži človeka po koncu. V vseh težkih trenutkih življenja vera pomaga človeku, da ostane pokončen, da zmore premagati težave. Jezus sam pravi, če bi imeli vero kot gorčično zrno, bi rekli tej morju, naj se predstavi od tukaj v morje in bi vam bila poslušna. Tako da pripadnost določeni, sedaj reči, religiji je nekaj lepega, čudovitega, pomembnega, vendar to še nima prav stroge povezave z vero. Lahko je človek pripadnik, pa ni v sebi močno ali nima v sebi te verske klice, te verske korenine. Kako vi vidite današnjo mladino, družine? Verjetno so v vaših koncih, ki gre za podeželje, zelo povezani z zemljo, z naravo. To zadnje vprašanje je zanimivo. Pravzaprav ta povezava z naravo niti ni tako zelo izrazita. To postajajo turistični kraji. Po eni strani, po drugi strani se prebivalstvo vztrajno krči. Sedaj upamo, da bi se to zaustavilo, da bi se ta trend premaknil v drugo smer. Vendar je povezava z naravo predvsem v njeni lepoti. To lepoto občutijo tako domačini kot tisti, ki v te kraje prihajajo. Kar se tiče pa mladih ljudi, mladih družin, v teh krajih mora biti človek že kar precej vedeti ali imeti podporo domačih, če govorimo o mladih družinah,
da tukaj ostane. Nekatere možnosti so, predvsem mora biti človek iznajdljiv. Danes se mi zdi, da bi bilo treba vedno bolj poudarjati, da mora človek pravzaprav službo si najti sam, ne? Da so minili časi, ko so mu jo poiskali drugi, in to je tista priložnost, ki omogoča, da bi tudi mlade družine, mladi ljudje ostali tukaj, ker ti vemo, da se danes veliko stvari da speljati preko sodobnih telekomunikacijskih sredstev, tako da tu ni več takšna ovira, da bi človek moral zapustiti ta kraj in oditi v večjega, da bi lahko upravljal določene poklice, določene službe. Kako pa vidite, pravim, vašo mladino, oziroma je mlada dovolj vzgled, oziroma so dovolj odprti za Boga, za Jezusa? Mladi ljudje so nasplošno odprti za vse, kar je novega in tudi za vse, kar je velikega. In vera je nekaj velikega. Vprašanje je, ali nam uspe to veličino vere jim predstaviti, da ne naredimo vero preveč nepomembno, tudi preveč nekakšno obstransko stvar, da je to vendar nekaj pomembnega, da se je za to vredno truditi. To je tisti poudarek, ki je potreben strani župnije, strani mene kot oznanjevalca, ga podati mlademu človeku. Sicer pa mladi ljudje so zelo na razpotju, danes bombardirani s tako množičnimi informacijami, da zelo težko luščijo tisto, kar je bistvenega. Tako da jaz jih pri njihovem iskanju poskušam res, kolikor imam možnosti, podpirati. Tako da bi pa bili pa preveč zaskrbljeni, da jim ne bo uspelo, pa se mi ne zdi. Kajti vsak mlad človek, potem pa tudi, ko odrašča, če ima možnost najti tisto, kar je plemenito, dobro, lepo, in če ima v sebi to korenino, ki ga k temu sili, to vero, o katerem sva govorila malo prej, potem bo to poiskal. Vsekakor to najdejo v družinah, je pa to verjetno ta vpliv mesta na podeželju ni takšen, kot je v mestu za mladega človeka. Mlad človek ni obvarovan prav nobenih stranpoti, zato ker od tukaj se po osnovni šoli mora odpraviti, bi rekel, v svet, ne, če govorimo, da smo tukaj malce na obrobju. In potem se sreča z vsem, čemu lahko rečemo, da je stranpot, kar je tisto, kar človeka lahko naredi nesrečnega v življenju. Tako, da bi bila pa sedaj družina eno zelo varno okolje, pa tudi v teh krajih je težko reči, da bi lahko družina bila neko varno okolje, ker je tukaj zelo izpostavljena, ne bom zdaj rekel kvarnim vplivom, ampak dogodkom, ki so se zgodili. Se pravi, 2 potresa smo doživeli in vse te obnove, vsa ta prizadevanja, da bi vendar prišli spet v normalna bivališča, so ljudem pobrali veliko energije. Potem nekateri, ko občutijo, da smo malce na robu, malce od tega centra, kjer bi se dalo nekatere stvari lažje urejati, morda lažje živeti. Potem naslednja stvar, turizem, ki spet zelo cepi družino. V poletni sezoni so zelo veliko število družin zavzeto z delom v turizmu ali v gostinstvu, ali mladi, ki si služijo denar za potem, ali da kam potujejo, ali potem za študijsko obdobje. Praktično vsi nekako med poletnimi počitnici nekaj delajo, tako da družina in pa tudi med letom vsi, ki študirajo,
v Ljubljani ali pa drugod po Sloveniji so zelo malo doma. Tako da bi bila mlademu družina zelo varno zavetje, ne moremo govoriti, v toliko pa lahko, kot lahko govorimo, da je moj varno zavetje, kolikor ga oče in mati res pri njegovem študiju, pri njegovem delu, početju zares podpirate. In tukaj je tisto največ, kar se da narediti. Tudi če nismo prav v strogem fizičnem kontaktu, da čutimo podporo tistih, ki nas imajo radi. Tukaj se pa da vedno nekaj narediti, oziroma vedno naredimo premalo. To ste zelo lepo povedali. Je pa verjetno, ko ste omenili potres, verjetno tudi potrebna molitev za obisk svete maše. In ta obisk svete maše tudi bi priporočal tudi našim gledalcem, če bodo šli v gore ali v planine oziroma tudi v Triglavski narodni park, pa bi morda povedali, kdaj imate svete maše in morda tudi za te podružnične cerkve, kajti v velikem okolju. Ne? Ja, prejle sem spustil še dve župniji, ki bom sedaj omenil. To sta župnija Soča in župnija Srpenica. Župniji Soča je farni zavetnik sveti Jožef, Jezusov urednik, in ta župnija ima lepo podružnico v Trenti, podružnica, kjer je zavetnica cerkve Loretska Mati Božja. Na Srpenici pa, kjer je cerkev posvečena svetemu Florjanu, zavetniku gasilcev, ima ta župnija še podružnično cerkev v Logu Česoškem, posvečeno Mariji pomočnici kristjanov. Nedeljske maše so pa takole: soboto zvečer je tista tako rekoč nedeljska sveta maša v Bovcu, in sicer v kapeli, ki je zraven župnišča, ob 7. zvečer. V nedeljo je pa v Bovcu ob 10. in sedaj, ko v Bovcu obnavljamo obe mestni cerkvi, je maša v dvorani gasilskega doma ob 10. Prva maša v nedeljo zjutraj v Logu pod Mangartom ob 8:30, potem je ob 9:30 uro pozneje na Srpenici in ob 11. v Soči. To so nedeljske svete maše, med tednom pa so svete maše tudi po vseh teh župnijah. To se pa da vedno opaziti, kje so, če stopite do cerkve, se ogledate oglasno desko in piše, v katerem kraju in kdaj je sveta maša. Kaj bi na koncu oddaje Pot poti našim gledalcem morda povedali, oziroma kaj svetovali? Težko je svetovati, to je pravzaprav najtežje delo. Vemo, da svetovalcev imamo veliko, najtežje je vedno svetovati samo sebi. Mogoče za konec bolj v smislu povabila, če se odpravljate v kraje Soške doline, ki so primerna iztočnica za dopust, pa tudi potem seveda za gorništvo, za pot v hribe. Mogoče eno opozorilo, prav tako tudi z reko Sočo, da se res na te kraje odpravljamo primerno pripravljeni. Eno je sprehod po dolini, eno je občudovanje reko, vse drugo pa je nekaj, za kar potrebujemo primerno opremo, tako za gore, kot tudi za reko Sočo. Tako da povabilo v te kraje, vendar res, ko človek prestopi domačo ulico, kjer je mu vse znano, se mora pri tem na to malo bolj pripraviti. Nažalost je v teh krajih vedno vsaj nekaj nesreč, tudi, bi rekel, zaradi preveč lahkega pristopa. Mogoče je to tudi lahko sklepna misel, da tudi preveč lahek pristop do življenja lahko človeka včasih prej o nesreči kot o sreči, čeprav imamo v reklamih vedno nekako podton tega, da je mogoče vse narediti zelo na lahko, zelo poceni, vendar vemo, da
kot pravi pregovor, za majhen denar se malo dobi. Tako da, tam, kjer se človek potrudi, tam dobi več in ta trud je v življenju, mislim, da kar vedno poplačan. Zahvaljujem se vam iz srca, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Hvala lepa. Posebno zahvala pa gre našim gledalcem, da ste izbrali župnijo Bovec, da jo predstavimo širšemu krogu gledalcev v Sloveniji in tujini. Želimo obilo Božjega blagoslova iz lepega Bovca in nasvidenja, do prihodnjega svidenja.